Pozdravljeni, z vami sem Inka Gantar in danes bomo šli brati sporočila za vse tiste nosilce luči, ki se ukvarjate s temelji, s temeljnimi prepričanji, kaj je tisto, kar vam sporoča stvarstvo, na kaj morate biti pozorni. Še sliko sem obrnila tako, da je korenska čakra za mano in dejstvo je, da to je tisto, kar nas podpira v našem življenju. No, tako da gremo na sporočila, najprej karte, prehod v novo dobo. Kaj je ta trenutek za vas najbolj pomembno, da slišite? Kaj je tisto sporočilo, ki ga rabite, da boste lažje svetili z ljubeznijo? Da vidimo 3 sporočila, kart prehod v novo dobo, pa bomo prišli naprej na naslednje karte. Grlena čakra, intuicija in čistost. Ki začnemo. Očiščujem se vseh nezdravih misli, odnosov in razvad. Se pravi, dovoljujem si, da se očistim. In ja, da se pa lahko očistim, pa moram najprej videti, kje je resnica. Kje je resnica in videti, kaj imam sploh za počistiti. Veste, če jaz tega ne vidim, pa mislim, da je vse v redu. In pogledam svoje telo. In tam, kjer imam še vedno bolečino, ne še vedno, ker se mi pojavljajo bolečine, če imam določene težave, lahko vprašam svoje telo, kaj mi sporočaš. Kaj je tisto, kar moram vedeti, ne kar želim, kar moram vedeti in mogoče ne želim tako slišati, mi pa telo sporoča. Zato naslednja je prišla intuicija. Jasno zaznavam sporočila in to sporočilo vam bom zdaj tudi prebrala, ki imam knjigico. 72 je karta, poslušajte, mogoče zaprite oči. Stvarstvo me vodi tja, kjer je najbolje tako za mene, kot za vse druge. Vodniki mi šepetajo in mi sporočajo, da je vse v redu, prepuščam se vodstvu. Čeprav mi še ni jasno, zakaj in kako zaupam. Bolj kot sem v miru sama s seboj in svetom, bolj jasno zaznavam sporočila. Hrup in nered v moji glavi blokirata jasnost sporočil. Mirna sem. In naslednja je pa prišla grlena čakra. Svobodno izražam svojo resnico. Jaz sem resnica. In dajte si ponavljati kar afirmacijo. Jaz sem resnica, jaz sem resnica, jaz sem resnica. Kaj me duši? Tega se pa ne ponavljati. Čas je, da se izrazim. Dome stiska za vrat. Moj blagoslov je, da čutim. Varno lahko izražam svojo resnico. Dovoljeno mi je govoriti. Upam si prepevati, se smejati in vriskati, ne glede na to, kaj poreče okolica. Jasno se zavedam, kdo sem. No in prav ta jasno se zavedam, kdo sem, je pa povezano s temelji. In je povezano s prvo čakro. Prva čakra je definicija tega, kdo jaz sem. Jaz sem pridna, jaz sem ubogljiva, jaz sem svobodna, jaz sem igriva. A ni to zdaj boljš? Ko rečemo sebi, kdo jaz sem ustvarjalka nove dobe, vodi me srce. Moja hčerka, Anja, je naslikala eno čudovito skico je naredila in mi je tako, wow, narisala je rože, ki rastejo iz glave ven in potem tako obdajajo starkin obraz, korenine in te svetle oči. Se nekaj vidiš, te korenine, ki si jih narisala, se napajajo v tej življenjski energiji. In vsi to imamo v sebi in naše oči so lahko vedno polne, živahne, iskrive, ali pa so mrtve, otepele, ne morejo več, ker se je duša utrudila. In ne dovolj, da vas življenje zlomi. Ne dovolj. V mnogih življenjih ste bili že zlomljeni. Se vam je zlomil duh, niste več mogli, ste obupali, ste naredili samomor, ampak ne v tem življenju. V tem življenju zmorete. Ne glede na to, kar se vam dogaja. Vse sile, ki pritiskajo na vas, so tukaj z namenom, da postanete v sebi noter jekleni, ampak ne trdi. Glejte, ena stvar je, imaš jekleno srce,
To pomeni samo, da ti dobro stojiš, ne pa, da imaš trdo srce. Srce pa mehko, srce poje, ampak ti stojiš. In ta steber luči, ki ga imamo vsi, vsak izmed nas ga ima v sebi, steber luči, ki enostavno gre do vaše višje duše gor, enostavno se lahko povežete kadarkoli s svojo energijo. To je vaša energija. No, gremo naprej. Sporočila angelov. Energija kristalov vas podpira in vam pomaga v tej situaciji. Dajte si nabaviti kristale. Meni se zadnjič sanjali, in to moram še uresničiti, da sem mojim hčerkam kupila vsaki svoj kristal, tako kar velike kamne. In mogoče vas povabim, tudi jaz sama kupujem tam kristale, Lapis Lazuli, spletna stran, in boste videli, čudovite kristale imajo. In res je to ena krasna zadeva, ker kristali nas podpirajo. Ozdravite se zasvojenosti. Čas je, da opustite vsa tista vedenja, ki blokirajo vašo srčno željo. Prosite nadangela Rafaela, da vam pomaga pri tem zdravljenju. In prav zdaj, če gledamo zdravljenje, jaz vem, ko sem večkrat to karto potegnila, kaj je tisto, česar se moram ozdraviti. In je šlo skozi mene kritiziranja in kritiziranja sebe. To je bila najbolj pomembna lekcija mojega življenja. Da neham obsojati sebe, da neham sebi govoriti, da nisem dovolj, da se moram prilagajati, da se moram, ne vem, nekam pasati v eno škatlico, nekomu pripadati, da sem lahko svobodna. To je bila ena taka zadeva, zasvojenost, da nekomu pripadam, da nekam pripadam. Poslušajte svoje intuitivne občutke. No, in smo spet pri intuiciji. Vaše telo dobiva natančna sporočila od Boga. Intuicija. Kaj vam govori? Kaj vam šepeta? Uporabljajte mišični test. Lahko uporabljate mišični test od tega, da preverite, da določena prehranska dopolnila so za vas. Recimo, lahko vzamete direktno to, kar jemljete, in rečete, to je za mene, in vam bo vaše telo povedalo. Lahko za določeno hrano probate. Recimo, jaz zase vem, jaz sem občutljiva na sladkor. In recimo, če se jaz vprašam, zame je bela moka strup. Da grem naprej, seveda je strup, to ni zame. No, potem gremo naprej. Ošotove karte. Ošotove karte, da vidimo, za vse vas, nosilce luči, ki delate temeljne premike naprej v svojem življenju, kaj je prav, da ta trenutek slišite? Sen. Sen, potem pa sprejemanje, tale je ven sama pokukala, in še tale. Zavedanje, da ste veliko več, kot mogoče na prvi pogled se vidi ali pa se zdi, da ste. To je prva prišla ven. Druga, dovolite, da se naredi notranji razcvet v vas. Da se ta energija dvigne. Glejte, če imate že tukaj spraznjeno energijo v prvih čakrah, kako mislite, da boste žareli od sreče? Enostavno tam gor ne more biti nič. Ogromno ljudi je takih, ki se povezujejo, ki meditirajo in imajo kanal, črpajo energijo, ampak imajo izpraznjene prve čakre, ki so povezane s preživetjem. To je treba uresničiti. No, in prav ta občutljivost, povežite se z naravo, z materjo, naravo, z Gajo, ona vam bo dala energijo za preživetje. Čim večkrat hodite bosi, jaz dejansko, zdaj, ko snemam, sem bosa, ogromno hodim bosa, ker prav čutim, da moram več biti bosa. In prišla je karta sen. O čem sanjate? Kaj je tisto, kar bi, če bi? Kaj je tista vaša srčna želja? In karkoli že sanjate, imejte to, začnite si predstavljati. Blagoslavljajte svojo srečno bodočnost, ker to ustvarjate, ker imate v sebi moč vizije. Tretje oko, čakra tretjega očesa vam predstavlja vizijo, kje se vidite, kako se vidite. In vsi tisti, ki imate težave z glavoboli, z bradavicami tukaj, gube tukaj, pejte počistiti center, hipofizo, epifizo in dejansko zdravilno molitev dekodiranja. Naj se ščistijo vsi nivoje moje duše, ki so povezani, se pravi vseh smerih časa in prostora,
ki so povezane z blokado na, lahko rečete, tretjem očesu, ki so povezane z blokado na hipofizi, na epifizi. Boste videli, kaj se bo zgodilo. Enostavno bo energija začela teči. In vodstvo bogin. Da vidimo še to. Katera, ne bo vzeta mojstrica, boginja vas podpira ta trenutek. Kaj je prav, da slišite, mogoče prosite določene energije, da vam pomagajo. Zanimivo. Grlena čakra se tudi meni čisti zdajle, slišite. In očitno se ene stvari, s tem, ko jaz govorim in vi poslušate, se neke polje energije sprosti in se pač čisti. In to, kar je prav, je varuhinja, Artemidija. Vi in vaši dragi ste varni in duhovno zaščiteni. Zanimivo, kako mi zveni glas. Se opravičujem, ampak dejstvo je, da se polje energije odpira in potem tudi gre preko mene. In očitno je prav ta grlena čakra se zdaj začela čistiti in Artemidija je, to bi bilo pravilno ime za pelin. Pelin je v našem, pač zelišče pelin. Pelin je tisti, ki čisti, ki ščiti, ki tisti, ki takrat, ko nič več ne pomaga, vzameš pelin. Pelin je tisti, ki odganja gliste, zajedavce. Pelin je tisti, ki pomaga, da razkuži. In to je točna energija Artemidije. Artemidija je varuhinja vas, vaše zaščite. Grška boginja lova, ampak ni tista, ki vas lovi, ampak zaščiti tudi plen. Se pravi, če imate občutek, da ste žrtev, ona vam bo pomagala, da ne boste plen, da vas bo zaščitila. Gremo naprej. Lahkotnost. Nah. Nobene potrebe ni, da hitite in da silite v resničitev. Vse se dogaja ob svojem času. Nimam pojma o tej bogini, ampak dejstvo je, da čas je za lahkotnost. Zaupajte vesolju, zaupajte stvarstvu, da tisto vse, kar se dogaja okrog vas, je točno tako, kot je prav. In ne siliti z glavo skozi zid, ker si boste glavo razbili. Maknite se korak nazaj, počakajte, da se stvari čistijo, sprostijo in ko se bo naredil prostor, boste naredili spet korak, 2 naprej. Tako da to so današnja sporočila, uživajte, vi nosilci luči na to zemljo, dovolite, da skozi vas sije Božja lepota in da lahko sije Božja lepota skozi vas, postanite vi čisti pretok Božje energije. In to lahko postanete samo na ta način, da počistite svojo nesnago. In potem boste videli, kako boste sijali. Tako da uživajte, naj vas pri vsem, kar delate, pomaga vam, naj vas podpira Božji blagoslov.